pametno se prej pozanimati, kaj lahko prinesemo iz turističnega potovanja in česa ne. Ta školjka je bila prinešena mislim, da iz Maldivov in je bila namenjena za nekje dabolijak v kopalnici. Tu so zobje nilskega konja. Tako da nekaj, kar tam prodajajo na tržnici, kar vam ponujajo, še ni rečeno, da je to res tudi primeren nakup. V tej steklenici je kačje vino, tako imenovano kačje vino. Notri je vino, kača, škorpion in ginseng. In pri nas je prepovedano, ne? Pri nas je prepovedano, pa tudi drugod po svetu, po Evropski uniji je prepovedano, ker Slovenija je podpisnica Washingtonske konvencije in na podlagi te konvencije mi tudi ukrepamo. In skrbimo v bistvu za to, da so ogrožene živalske vrste čim manj ogrožene. Ker če tega nihče ne bi kupil, recimo to v Vietnamu, ne bi lovili teh kač, noter ni kobra, noter je goš, noter so mu dali žičke, so ga raztegnili in izgleda kot kobra, pa ni kobra. In če tega nihče ne bi kupil, potem tudi ti lovci na te kače in škorpione ne bi lovili več teh živali in bi se populacija povečala. Torej povpraševanje ponudba, ne? Tako je, čisto tržno povpraševanje ponudba. To je vretence, to je kitovo vretence. To je krokodil iz Egipta. Pa opažate, da ljudje enostavno pač to kupijo kot nek suvenir, pa se niti ne zavedajo, kakšne dokumente bi mogli imeti ali namensko brez dokumentov pridejo oziroma dokumentacije. Največkrat je to popolnoma nenamensko, ker se potnik, turist niti ne zaveda, kaj kupuje, oziroma tisti moment vidi na tržnici, super, to mi je pa zelo všeč, to bi pa imel. Ne zaveda pa se, recimo, da je pa izdelek na tržnici, ki stoji narejen iz slonove kosti, slonega okla. In to je slonovina, recimo. Praktično so ti zasegi vsi od slovenskih državljanov. Vse tole, kar gledava, je od slovenskih državljanov? Tako. Tujci se velikokrat bolj pozanimajo kot pa naši državljani. Tukaj pa hranite kaj? Tu pa hranimo izdelke ravno tako na podlagi prepovedi omejitev, živila živalskega in živila rastlinskega izvora. Ikre je setra, tu so noter neke klobase iz Kazahstana. Teh mesnih in rastlinskih izdelkov je kar nekaj, tako da jih sproti uničujemo oziroma pošljemo na uničenje. Tudi po 40 kg recimo se dobi v enem kosu. V eni prtljagi? V eni prtljagi, tako. Kakšen je kakšen tak mesni ali pa oziroma tak izdelek, ki vam je najbolj ostal v spominu v vaši karieri? Največ, da so vnesli recimo krvavo meso. Še meso zavito v papir in v vrečko in to dajo na avion in to se potlej vozi po 4-5 ur. To ne vem, kdo bi to jedel, res. To je malo sporno vse skupaj, že iz tega vidika, ne samo to, da je pač prepoved oziroma omejitev tega. Tako da tisto tepoj, kar ko vidiš tisti papir, krvav, pa meso noter, pa vse skupaj zavito, ni prijetno.